Ljubitelice in ljubitelji umetnosti ter kulture pozdravljeni v 7. oddaji Kultura na dlani 5 partnerskih televizij. Poletni meseci v partnerskih mestih EPK 2012 so obarvani predvsem festivalsko, ne manjka pa niti manjših dogodkov in projektov. V okviru Evropske prestolnice kulture je v Mariboru zaživel inovativen projekt. Mesto ima kot prvo v Sloveniji rdečo ulico, ki so jo zasedle prostitutke in to intelektualne. Med njimi so umetnice, doktorice znanosti in druge izobraženke. Svojim klientom proti plačilu nudijo usluge v obliki pogovorov o najrazličnejših temah. Slovenske intelektualke so se prelevile v prodajalke znanja. V zasebnosti umetniško predelanih odsluženih pohorskih gondol so mimoidočim na voljo za pogovore. Projekt ima v sebi tako humorno kot tudi družbeno kritično noto. Z uličnim performansom namreč med drugim želijo opozoriti na neizkoriščenost intelektualnega potenciala v Sloveniji. Jaz sem recimo študirana sociologinja kulture in filozofinja, drugače pa magistra znanosti, pa ne dobim službe in bom šla recimo avgusta bom čistila zelenjavo v jeti, ker ne dobim druge službe. Na ulici dejansko lahko poveš stvari, ki si se jih učil na faksu, v katerih si pisal v svojih knjigah, doktoratih in tako naprej, in ki mogoče nikjer drugje niso uporabljene v poklicih, ki nas v bistvu preživljajo. Intelektualno delo danes, v današnjem času, ne samo, da je nekako podplačano ali pa podcenjeno na en način, ampak je tudi na en način namenjeno preziru že. S tem projektom želimo upozoriti predvsem v končni fazi v tem, da vse, kar je na en način državotvorno. Se pravi, karkoli kdo dela v tej naši državi. Pogovori med prodajalko znanja in klientom se dotikajo najrazličnejših tem, od umetnosti, psihoanalize, filozofije, popularne glasbe, do tega, zakaj je ofsajd v nogometu tako težko razumljiv. Pogovarjala sem se z 2 gimnazijcema, ki jih je zanimal poklic performerja. Pogovarjala sem se o Marini Abramovič in njenih performansih in o tem, kako postaneš slaven, kako to obdržati in se potem ponavljaš. Tako da bi lahko rekla, da so te cestne kurbe tudi nekako imajo tudi nek vzgojni vpliv, očitno. Ja, zelo različno. Sem imela tudi stranke, ki so se hotele pogovarjati o umetnosti, o tem, kako dobiti državna sredstva na področju umetnosti, ker zdaj je to velik problem nastal. Sem imela tudi pisatelja iz Italije, ki je samo potreboval en zaključek svojega romana. In sem mu potem tudi podala ene sugestije, v kakšni smeri naj razvija ta svoj roman. Intelektualkam družbo dela Zvodnik, z obiskom je zadovoljen. Turistična znamenitost smo kar nekaj starejših ljudi pride tudi nekaj mladine, je kar celotna populacija se mi zdi zainteresirana. Konec koncev smo tudi za vse tukaj. Projekt intelektualne kurbe sicer traja že od maja letos. Zaradi velikega odziva ljudi pa se nadaljuje tudi v avgustu, vsak petek in soboto zvečer na Poštni ulici v središču Maribora. V mesecu avgustu se bodo v Mariboru odvijali dogodki v okviru projekta Polenta, čitalnice na jasi, zgodili pa se bodo različni koncerti. Konec meseca bo mesto zasedel gostujoči dogodek iz Murske Sobote, festivala sodobnega plesa Fronta. V tem mesecu v Slovenj Gradcu nadaljujejo z izvedbo dogodkov v okviru projekta Slovenjegraško poletje. Več informacij pa seveda najdete kot tudi za ostala mesta na www.maribor2012.eu. V organizaciji ustanove Velenjska knjižna fundacije in književne asociacije Velenika ter pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje, Javnega zavoda Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije je med 20. in 23. junijem potekal mednarodni Lirikon Fest Velenje 2012, festival liričnih umetnosti, 11. mednarodno književno srečanje. Letos z esejističnim omizjem na temo
denimo troedinost poezije Mita Voda ter debatnimi omizji o aktualnih vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja in posredovanja novejšega slovenskega leposlovja drugim narodom, prepoznavnosti slovenske literature v tujini, izbiranju slovenskih leposlovnih del za prevajanje, kakovosti knjižnih in revijalnih prevodov. V srednjem programu Mednarodnega Lirikon Festa Velenje 2012 je sodelovalo festivalno izbranih 21 tujih in 21 slovenskih književnih ustvarjalcev ter prevajalcev poezije 21. stoletja. Na osrednjem festivalnem dogodku Lirikon Festovi Akademiji Poetična Slovenija 2012 je bila 9. podeljena Mednarodna Pretnarjeva nagrada, 7. slovenska književna nagrada Čaša nesmrtnosti Velenica, 6. festivalno priznanje Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije 21. stoletja, 2. bienalno priznanje Lirikon Festov zlat za najtehtnejši esej na temo Lirikon Festovega književnega omizja. 2 tujima književnima prevajalcema novejše slovenske literature je bilo izkazano festivalno priznanje z 21-dnevnim ustvarjalnim bivanjem na Mednarodni književniški rezidenci v Velenju. Mednarodno Pretnarjevo nagrado 2012, osrednjo slovensko zahvalo ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu, sta prejela Eugen Bavčar, ambasador slovenske književnosti in jezika v Zahodnji Evropi, in Uršula Galoš, ambasadorka slovenske književnosti in jezika na Madžarskem. Forum slovanskih kultur je Pretnarjevim nagrajencem 2004-2012 podelil naslov ambasador slovanskih kultur. Slovensko književno nagrado Čaša nesmrtnosti Velenica 2012 za vrhunski 10-letni pesniški opus slovenskega književnika književnice, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo 21. stoletja, je prejel pesnik Peter Kolšek. Festivalno revijalno priznanje Lirikonov zlat 2012 je prejel Andrej Pleterski. Festivalno priznanje Lirikonov Festov zlat 2012 je prejela Manca Erzetič. Lirikon Fest zajema tako rekoč vse kroge, s katerih se slovenska književnost širi med bralce. Najmlajšim predstavlja mladinsko književnost, skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci. Predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih književnikov, na okroglih mizah odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski književnosti. Vključuje lastno književno revijalno in občasno leposlovno knjižno produkcijo. Širi bralno kulturo, nudi paleto literarnih prireditev in izkazuje mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oziroma predstavitvami v tujini. Na Titovem trgu v Velenju se je v sklopu 28 poletnih kulturnih prireditev zgodila tudi scenska kantata Carmina Burana, ki je eno najbolj znanih del nemškega skladatelja Karla Orfa. Prve zapise Carmina Burane iz srednjega veka so odkrili šele v 19. stoletju. Izvajali so jih že v najrazličnejših variantah, vendar v različici, kot smo jo slišali v Velenju, še ni bilo. Sodelovalo je namreč 120 pevcev, vokalna skupina Stop, pevski solisti, pianistki Tjaša Šketako in Kristina Arnič, gost Rob Golob in dirigentka Martina Batič. Ideja je v bistvu kar dolgo zorela, ker je ideja zelo dobra, ampak je pa težko izvedljiva. Ravno zaradi tega, ker sodeluje takšen pogon ljudi iz vseh koncev Slovenije, iz vseh branž, pevci, instrumentalisti, in to je težko skoordinirati. Ampak EPK je bila tista prava pika na i, ki mi je dala v bistvu potencial, da sem lahko to zadevo uresničil, prijavil na EPK in v bistvu nekako so mi prisluhnili mojim idejam in jaz mislim, da si je Velenje danes res zaslužilo ime partnersko mesto, ker je bilo takšna energija dobra na odru, publika je skoncentrirana od začetka do konca, res smo sami presenečeni nad odzivom ljudi. Glasbeno-scenski spektakel je bil enkratno doživetje, saj so bile pri izvedbi prvič poleg klasičnih klavirjev uporabljene tudi digitalne in analogne klaviature, glasbeno prizoritev pa je spremljala tudi vizualizacija na velikem platnu. Seveda gre za usklajevanje večjih ansamblov, tako vokal, pianistov, solistov in večjih zborov, vendar
ideja o združevanju kot takem in jasni ideji interpretacije je potem z vsemi sodelujočimi lahko pravzaprav užitek. Sodelovanje vseh zborovodij ob meni in vseh posameznikov je bilo res enostavno, se nas je vseh družilo tudi veselje in želja po dobri izvedbi Carmine Burane, ki jo imamo pravzaprav vsi nekje v ušesu in tudi jo z užitkom izvajamo. Po končani predstavi smo pred naše kamere ujeli oba glavna akterja, vodjo projekta in dirigentko, ki navdušenja in dobrih vibracij nista mogla skriti. Ste me ulovili, kot rečeno, takoj po poklonih. To je moja prva Carmina Burana na dirigentskem podiju. Sem sicer že pripravljala jo kot zborovodja ostalim dirigentom in moram reči, da je posebna. Posebna je iz več razlogov, je na prostem, je v Velenju, na trgu, je v izvedbi za 2 klavirja in tolkala in v njej sodeluje kar nekaj zborov, tako lokalnih kot torej amaterskih in profesionalnih, tudi solisti so izjemni, tako da pravzaprav več posebnosti, ampak užitek. Zdaj sem še mogoče v oni fazi nadnaravnega, ampak jaz, ko sem prvi akord zaslišal, ko je zazvenel, sem vedel, to je to, mislim, ne more iti kaj narobe. Tudi če bi šlo, mogoče se niti ne bi poznalo, ampak ni šlo nič narobe, od začetka do konca je bilo energično, nežno, takrat, ko je bilo potrebno nežno, takrat, ko je bilo potrebno vzneseno, res vsi kontrasti so bili prikazani in jaz mislim, da smo mogoče marsikateremu danes postavili dlake po koncu. Po mnenju vodje projekta Dejana Tamšeta je Carmina namenjena vsem ljubiteljem kakršnekoli glasbe, od zabavljačev, vernikov, mladih in starih. Dokaz tega je bil tudi bučen stoječ aplavz vseh, ki so se 28. junija zbrali na Titovem trgu. Najprej smo seveda iskali neko osnovo, se pravi neko jedro, ki bo držalo vse skupaj. Vedel sem, da z nami, da slovenskim tolkalnim projektom ne bo problema. Mi imamo stvari urejene na profesionalnem nivoju. Potem sem iskal nek zbor, ki bo držal vseh ostalih 100 zborov skupaj. Tu je bil slovenski komorni zbor, edini profesionalni zbor tukaj v tej zasedbi, ki je v bistvu, bom rekel, bil za tiste korenine v zboru, da so res držali vse skupaj. Ampak moram pohvaliti vse ostale, zbor Gorenje in pa Limbar, kako odlično je šel ta projekt, kako so si želeli nastopati Carmino Burano, pa niso nikoli imeli priložnosti. In to je bilo veselje delati, ker so oni imeli željo to delati in so se res naučili res odlično in moram vse pohvaliti od tega najmlajšega zbora do ostalih. Carmina Burana je zaživela in obudila tudi Titov trg v Velenju. Bila je v klasičnem slogu srednjega veka s poudarkom na sodobnosti in prav to jo krasi, saj se skozi leta spreminja in še vedno ne izgublja svoje prvinskosti. Projekt je bil del EPK, upamo pa, da bo tudi v prihodnje v Velenju še več takšnih in podobnih projektov, ki dokazujejo, da se je Velenje razvilo mesto s kulturo v sebi. Na ploščadi pri Domu kulture v Velenju so 16. junija s koncertom skupine Jara Raja otvorili 28. poletne kulturne prireditve. Vse do 2. septembra se je in se bo v Velenju zgodilo več kot 60 različnih glasbenih, scenskih, plesnih in otroških prireditev. Takole je zasedba 4 prijateljev, ki so prijateljevanje prepesnili v svojo glasbeno govorico, začela letošnje poletne kulturne prireditve. Jara Raja je skupina, katere repertoar je osredotočen na slovensko ljudsko glasbo, igrivo uglašeno s prostorom in časom njihovega delovanja. Letošnje poletne kulturne prireditve smo začeli z nastopom priznane in zelo dobre etno-folk skupine Jara Raja, ki smo jih v Velenju že gostili. In prav zato, ker smo jih že gostili in ker vemo, kako prijetno vzdušje lahko pripravijo, smo jih povabili na otvoritev letošnjih poletnih kulturnih prireditev. Imeli smo jih pred dobrimi 4 leti v Abonmaju klub, kjer so zelo pozitivno izpustili in verjamemo, da si bodo ljudje zapomnili današnji koncert. Glede na lepo številko 28, ki jo poletne kulturne prireditve nosijo letos v Velenju, pomeni, da to ni novost, je pa zagotovo res, da je letos program še posebej pester, saj so vključene v eno od 24 zgodb Evropske prestolnice kulture. Poletne kulturne prireditve bodo potekale vse tja do 2. septembra. Zvrstilo se bo 61 dogodkov, od tega bo največ glasbenih dogodkov, 24, potem
Nekaj bo tradicionalnih sklopov, kot so Kino zvezde pod zvezdami, pa otroške lutkarije in igrarije, pa citrarski festival trodnevni, največ bo pa seveda glasbenih prireditev in tudi samo število prireditev je kar precej večje kot pretekla leta. Preteklo leto smo imeli nekaj čez 50 prireditev, letos 61. Vse to pa zaradi tega, ker je projekt Evropske prestolnice kulture letošnji poletni cikl, kar pomeni, da je eden večjih ciklov ali pa dogodkov, ki so sofinancirani strani EPK. Poletne kulturne prireditve imajo v mestni občini Velenje torej že dolgo tradicijo in so med Velenjčani že dodobra obiskane, o čemer priča tudi do zadnjega kotička napolnjena terasa ob kulturnem domu Velenje. Moram povedati, da smo v preteklih letih tudi povečali oziroma intenzivirali promocijo teh prireditev in Velenjčani se zelo z velikim veseljem udeležujejo pravzaprav vseh tipov teh prireditev. Naše vodilo pri ustvarjanju programa je, da pripravimo za vsak okus nekaj in to se tudi pozna na obisku in želimo si, da bi bilo tako naprej. Sicer pa so naše poletne kulturne prireditve ene najstarejših v Sloveniji, v smislu, da niso usmerjene v določeno zvrst kulture in umetnosti, tako da res vsak občan pa tudi obiskovalci od drugod najde nekaj zase. V prijetnem večernem vzdušju lampiončkov in sojo namiznih sveč se je uspešno končala otvoritev poletnih kulturnih prireditev, ki je napovedala pestro dogajanje, ki se bo 24. avgusta nadgradilo še s 15. festivalom mladih kultur Kunigunda. Poletni kulturni pristan v Velenju se bo nadaljeval še vse tja do septembra. V Velenju na vas v juliju čakajo najrazličnejši dogodki, koncerti, razstave, predavanja in drugo v okviru poletnih kulturnih prireditev. Najtežje pričakovani in nosilni dogodek Evropske prestolnice kulture v Novem mestu je bila gotovo detonacija človeka z bombami Matjaža Bergerja. Ta je izpolnila vsa pričakovanja in trud, ki so ga vanj vložile vpletene strani. Zamisel o detonaciji se je v glavi ravnatelja Anton Podbevšek teatra razvila že dolgo tega. Po moje zgleda čisto popolnoma drugače, ampak osnovna ideja, sama misel je bila seveda ista, ker je iz istega korena. Skratka, skušati v 21. stoletju soočati Srečka Kosovela in Antona Podbevška skozi intonacijo Siddharte, opernih pevk, solistk, performerjev s teksti iz sodobne svetovne filozofije, kateri glavni del so tudi naši filozofi, z gibalnim nastopom. Ko toliko časa pripravljaš eno stvar, ki traja potem uro pa 15 minut, ti je malo žal, da je toliko dela vloženega za v bistvu toliko malo ponovitev. Jaz se močno nadejam, da bojo te ponovitve v prihodnosti, recimo v jeseni, se še zgodile. Ampak ja, to je tako kot priprava za olimpijske igre. Delaš kar dolg časa, potem upaš na najboljše. In jaz sem v bistvu izredno zadovoljen s tem, ker če ti hitro mine, potem je dobro. Zvadili smo vse, kar je bilo potrebno, nikoli ne moreš zvaditi do konca, do absoluta, ampak ker je uživo, normalno, in tukaj je pravno enih faktorjev, ki lahko spreminjajo sočasno. Oder živi v najbolj prvinskem pomenu besede in tako posledično od gledalca zahteva, da izbira med ponujenim. Vsak na svetu si mora sam svoje očišče izbrati. In tle je imel po moje zelo veliko prostora v vizuri in v ušesu. Ja, seveda sta oba bila tudi naslednika futurizma, ki je rekel, da se mora vse hkrati dogajati in da pač sprejemnik, se pravi gledalec, poslušalec sam montira svojo zgodbo ali kakorkoli. Tudi sama uglasbitev takrat revolucionarnih pesniških zbirk Podbevška in Kosovela je vse prej kot preprosta naloga. Veliko razmišljanja je bilo vloženega v to. Na začetku je treba vse pravzaprav sčistiti do neke mere, ko tudi tvoja čustva nekako začnejo zajemati tisto glasbeno znanje, ki ga imaš, in pa v bistvu, da v glavi slišiš melodije in da jih ne delaš nekako na silo. In te melodije morajo sprožiti ravno ta poezija oziroma aranžmaje v končni fazi. In ko enkrat to sčistiš, potem to ni toliko težko. Je pa v bistvu žanr en čink drugačen, kot smo ga mi vajeni. In kdo je zmagovalec tega internega dvoboja Podbevšek-Kosovel?
En brez drugega nista obstajala, mislim, da Kosovel se je dolgo časa navezoval na Podbevška, potem ga je pa moral odvrčiti. Ampak v bistvu problem obeh je bila tako imenovana šolska doksa, ki je v bistvu oba zaprla v predale in sta prišla na prizorišče, potem ko sta bila že zdavnaj mrtva tudi pesniško. No, jaz mislim, da je bil ta poskus današnji v bistvu ne obuditev, ampak v bistvu raziskava, kakšna moč, kakšen dinamizem, kakšna strast, kakšna etika je v teh poezijah in zato je bil tudi naslov Človeka z bombami. Ta A se lahko bere kot veliki drugi, kot anarh, kot karkoli. Ne vem, to je, zmeraj se tukaj 11 metrovke ali pa tisti fotofiniš in ker sem glasbenik, se v teh sodniških razpravah zelo težko znajdem. Jaz tudi sam zase bi težko rekel. Lahko rečem, da smo se v šoli veliko več pozornosti posvečali Kosovelu kot pa Podbevšku. Podbevška sem dejansko spoznal šele potem, kasneje, in sploh pa, ko smo prvič začeli sodelovati z Anton Podbevšek teatrom iz Novega mesta. Sicer pa o otoški detonaciji na srečo, kot vse kaže, ne bosta edini. Mislim, da ta zadeva ni končana jutri z otvoritvijo Rokotoca. Mi se pogovarjamo z eno zelo pomembno slovensko kulturno hišo za gostovanje. Mislim, da je bilo tukaj tudi nekaj selektorjev iz tujine, tako da mislim, da ta zadeva ni dokončana. Tudi če bo alternirana z drugimi nastopajočimi, če pač ne bo, ker to gre, kot ste videli, za en velik organizem, tukaj ne gre za majhno skupino ljudi. In tudi vsi so specialisti, pravzaprav vsak je v svojem specialist, do svetovnega prvaka na konju z ročaji, tako rekoč. Če bo že prečkala meje Slovenije, bo malenkostno prilagojena. V vsakem primeru, če gre v tujino do slovenščine, bo z nadnapisi, tako kot je bilo v starih, včasih, ko potujemo s teatrom, je vedno nadnapis v jeziku, kamor gremo. To, da Podbevšek ni še preveden docela v angleški jezik, preveden je bil pa seveda Kosovel danes v japonski, kon spet, če ste mogoče videli. Kosovel pa seveda je integralna angleška verzija in mislim, da ni nobenih težav. Celotna kulisa pa je več kot primerna tudi za zvočni zapis. Ja, mislim, da to imamo v planu. Noč ne bomo hiteli, ker smo hiteli zdaj, pol leta s tem, hiteli. Približuje se čas, ko je premiera določena tukaj, nekega datuma raje ne bomo napovedovali, jaz upam samo, da bo to letos. Veliko dela smo že upravili, veliko stvari posnetih, nekaj pa še moramo, ampak zdaj moramo prvo malo zbistriti glave, se mečkaj umakniti, pogledati to veliko sliko in potem z novimi idejami pristopiti v to, da bo tudi posnetek tak, ko se zagrene. Sicer pa je premiera detonacije sovpadala z otvoritvijo letošnjega Rokotočca. Dolenjska prestolnica že tradicionalno konec julija preživi s prstom na fotografskem sprožilcu, saj je na sporedu festival dokumentarne fotografije Fotopub, ki ne privabi le domačih ljubiteljev te umetnosti, ampak tudi obiskovalce iz tujine. Tema 12. izvedbe Fotopuba je bila Evrovizija, torej Evropa in vse, kar je povezano z njo. This year we are part of the European Cultural Capital in Maribor. So the theme of this year will be Eurovision. So we have a lot of beautiful shows all in Europe and we have lovely people coming for workshops and participants and it's going to be a great 13th edition of Fotopub. Tema je izbrana iz strani umetniškega vodja Krisa Deboda. Razmišljali smo, mi smo pa smo imeli neki brainstorming, kaj bi bila najbolj interesantna tema za ta festival in smo predstavili, da je Fotopub je del Evropske prestolnice kulture in smo predstavili to idejo o tej prestolnici, v tem programu in je debata šla na to, da bi bilo to kot neka Eurovizija, ampak ne v smislu te klasične pop kičaste scene, ampak nekako kot evropski pogled Evropejcev na Evropo oziroma kako drugi gledajo nas kot Evropejce. Spet so razstavljala tudi nekatera najbolj zveneča evropska fotografska imena. V Jakčevem domu je tako svoje dela predstavil Ragnar Axelsson Rax in sicer svoj najbolj znani projekt Zadnji dnevi Arktike. Rax is a photographer from Iceland, 56 years old with a lot of experience. He has been working for 30 years on the subject which is hanging on the walls here in the Jakčev Dome. He documented the Arctic. And in fact, he documented the last days of the Arctic because a lot of the cultural heritage is fading, it's disappearing because of new ways of fishing and the industry
globalization, the Inuits who live there, find different jobs. He documented his people, in fact, and it took him 30 years. So what we see here is the result of a very intensive journey which he undertook and is sharing with us. V novomeški knjigarni Goga razstavlja eden najboljših slovenskih dokumentarnih fotografov Jaka Gasar, in sicer serijo fotografij z naslovom Iskrice. To je v bistvu moj projekt, ki ga delam že 12 let za časopis Nedeljski dnevnik. To je v bistvu največji medijski humanitarni projekt namenjen za pomoč otrokom in socialno ogroženim družinam in tudi bolnim otrokom. V bistvu namen je to, da bralce pritegnemo, da donirajo in ta pomoč se pol namen tem družinam. Pravzaprav sem opazila neke njegove druge fotografije, ki nimajo neke zveze z dokumentarno fotografijo, ampak potem je počasi začel kazati svoje Iskrice in še neke druge projekte, ki so pa vsi taki dolgoročni projekti in to pač so zame najbolj dragocene stvari in zato me je začelo zanimati njegovo delo. V atriju Bergmanove hiše na novomeškem glavnem trgu 1 tokrat razstavlja Nizozemec Friso Spolstra s svojim fotografskim projektom Hudiči in angeli. I started this project already 10 years ago. It started when I photographed one local feast in Germany, and this was in the east part of Germany. And while I was there, when I was taking pictures, I realized that local feasts, traditional feasts like these, which are so local and so typical for its region, I thought if it's here, then it must also be found elsewhere. And that is where my journey began. Podelili pa so tudi četrtkovo nagrado, ki je šla tokrat v roke Simona Čanga za fotografsko zgodbo o prvih dneh starševstva z naslovom Mi-2 2010-2028. Četrtkovo nagrado sicer podelijo najboljši dokumentarni fotografski zgodbi, ki je na Fotopubu predstavljeno v obliki projekcije oziroma kratkega filma. It was really, I think, international quality. Like I see a lot of multimedia and the way that he used stills and video and sound in such an innovative way, but also in an emotive way, rather than it just being all style and no substance, was really impressive. S projekcijo projekcij in podelitvijo diplom udeležencev so sklenili 12. izvedbo festivala dokumentarne fotografije Fotopub. Pa ja sam bio jako zadovoljan sa njima, a s druge strane moram priznati da su me danas jako oduševili dok smo pakovali stvari, da jako su mi se svi zahvalili, tako da pretpostavljam da se njima jako dobro. Zelo veliko jih je prišlo na vse dogodke, vsak večer jih je bilo več, tako da so bili zelo navdušeni in predvsem me to veseli, da je Novo mesto spoznalo, da lahko s tem festivalom veliko pridobi tako na svoji osebni kulturi, kakor na podobi mesta, ker je pač videlo novih stvari, ki jih mogoče ne vidi vsak dan. Fotopub po 5 letih, nažalost domala vseh, zapušča izjemno priljubljeni Nizozemec Chris de Boot. I will come back to Novo Mesto. I think the city gave me a really, really great time, and I invested a lot, in the festival, and I'm really attached to it. It's like my little baby, and but it's time, when babies grow up, that you give them the world. Fotopub je pač najboljši poletni festival v Sloveniji, dodaja de Boot. Zavod za turizem Novo mesto se je s projektom označitev nepremične kulturne dediščine vključil v projekt Evropske prestolnice kulture 2012. Tako so konec julija v Novem mestu na 8 lokacijah postavili table in s tem označili nepremične kulturne spomenike. Lokacije smo zbrali skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pod strokovnim vodstvom Tomaža Goloba in v okviru pravilnika o označevanju kulturne dediščine, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Table so pokončne, v višino merijo 2 metra, v širino pa 31 centimetrov. Besedilo na njih obsega od 1500 do 2000 znakov, obogateno pa je tudi z arhivskim slikovnim materialom.
Na njih je tudi posebna koda, s pomočjo katere bo uporabnikom omogočen dostop do dodatnega arhivskega fotogradiva. Table sicer stojijo na Frančiškanskem trgu, Kapitlju, Bregu, Kandijskem mostu, na Vratih, v mestnem jedru, na Šancah in drevoredu ob Rozmanovi ulici. Na vseh 8 lokacijah bodo table v slovenskem in angleškem jeziku oziroma še v 2 drugih tujih, nemškem in italijanskem postavljene. Ključni podatki bodo pač zgodovinski podatki, geneza, razvoj, kako recimo je prišlo do te kulturne dediščine in kaj danes predstavlja za Novo mesto. V sklopu projekta so pripravili tudi koncert ansambla Gaudeamus v spomin na lani preminulega Toneta Pavčka. V nastajanju pa je turistični vodnik po Novem mestu in okolici, ki naj bi izšel v prvi polovici avgusta. Dostopen bo v turistično-informacijskem centru Novo mesto. Ta turistični vodnik bo imel 200 strani. Je pa to ena od večjih del arhitekta Tomaža Levičarja, tako v vsebinskem, oblikovnem in fotografskem pogledu. Mi ga delamo ta trenutek samo v slovenščini. Vsekakor bi bilo potrebno ta turistični vodnik prevesti vsaj v en tuj jezik. Če bodo pa potrebe gospodarstva in kulture mestne občine Novo mesto večje, pa seveda še v kakšen drug jezik. Projekt je vreden 38 000 evrov, od tega 20 tisočakov prispevata mestna občina Novo mesto in Zavod Maribor 2012, 18 tisočakov pa Zavod za turizem Novo mesto. Med 27. junijem in 1. julijem se je torej na jasi na Otočcu odvil že 18. rokotočec zapored. Tudi tokrat je ponudil številna znana glasbena imena, manjkalo pa ni niti kopanja v Krki, popoldanske aktivnosti, igre v blatu in še in še. Glavne zvezde letošnjega rokotočca so bili zagotovo skupina Gogol Bordelo, ki je s svojim eksplozivnim nastopom prepričala otoško publiko. Madness, rock and roll, party. Great show, except it's going to be in Slovenia, where we kind of have a sentimental route, because Slovenia was on our very first tour we ever did. Med drugimi so na glavnem odru nastopili še švedski Movic, punk rock zasedba Hladno pivo, 6-jezična posadka Kulturšok, britanski New Young Pony Club ter srpski Momčilo Bajagić Bajaga z instruktorji. Ja volim slovensku publiku, bilo je fenomenalno. Mnogo volim da sviram na rokotočcu i ovo je bilo jedna od boljih svirki. Uživao sam. Dogajanje na letošnjem rokotočcu si je ogledal tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Po mnenju Žige Turka pa je rokotočec eden od dogodkov, ki ga Slovenija lahko izkoristi za turistične namene in promocijo. Vidim tukaj ljudi iz Italije, iz Češke, od vse posod prihajajo, od Hrvaške in ko mladi nekam pridajo, tudi potem, ko so starejši, se vračajo, vejo, da je to ena odprta, lepa dežela, tudi za delati posle, za zaljubice in tako naprej. Rokotočec ima po mnenju številnih nastopajočih velik pomen tudi za skupine. To pomeni, da na regijskem področju dosežeš vse, kar lahko v bistvu. No, sigurno je rokotočec, kot je Boštjan rekel, nekako legendarni festival in pomeni vsakem bendu, po mojem, kar eno priznanje in čast, ali pa kak bi rekel, da lahko igra na takem dogodku. Definitivno ena velika priložnost, že zaradi teh predizborov, ki potekajo in potem možnosti, da pač najboljši bendi nastopijo tule. Danes je za bend kar nek status, da se je kvalificirala tule in lahko pomeni eno dobro pot za naprej. Konec konca tudi naša izkušnja, da smo se prebijali na nastop, tu veliko pomeni za nas.
temu, da je bilo obiskovalcev letos sicer nekoliko manj oziroma se je številka razporedila po 5 dneh festivala, je bilo vzdušje odlično. Ful dobro, včeraj sem glas izgubil, drugače sem ful dobro. Imam se odlično, mokro, od znotraj in od zunaj. Super mi. Jaz sem ful fino na Rokotočcu, ful je sproščen vzdušje tukaj, ful so prijazni ljudje. Jaz sem že 3. tukaj in vsakič je ful fino, pa ful vroče. Zdaj letos je line-up tudi posebej dober, prejšnje 2 leti mi je bilo pač tako, ampak ne vem, mi smo ena družba, ki že skupaj hodimo sem v bistvu kampirati, pa se kopati, pa uživati, tako ob koncu študijskega leta in pač ful fino tako, da začnemo uspešno poletje. S potekom letošnjega otoškega raja so bili sicer zadovoljni tudi organizatorji. Franci Kek pa med drugim poleg dobre zabave za prihodnje leto obljublja predvsem krajši festival. V tem mesecu bo razgibano tudi v Novem mestu. Skriti vrt Sitola vabi na najrazličnejše dogodke, pričenja pa se še festival Jazzinity. Murska Sobota v avgustu vabi na dogodke v okviru soboških dnevov in projekta Moje mesto. Konec meseca pa bo potekal festival sodobnega plesa Fronta. Prvi letošnji poletni festival na Ptuju, festival otroške ustvarjalnosti, se je zgodil v senci dreves Ljudskega vrta. V okviru AJ festivala se je ponovno našlo za vsakega nekaj. Za najmlajše so potekale delavnice Pravljična dežela, grajske lutke iz blaga, ekonavihančki in srednjeveški plesi. Najbolj so seveda bile obiskane rokodelske delavnice, ko kamen spregovori, rezbarjenje v les, ustvarjalno lepopisje in izdelava afriškega nakita. Glasbeno-razvedrilne delavnice pa so ponudile tokalistični odklop, novinarski kotiček, gibalne igrarije ter zelišča za vsak dan in delavnico Najstniška preobrazba. Za starejše pa so potekala še predavanja, in sicer o vrednotah in skrivnostih človekovega življenja. Glede na lanskoletni prostor Sončnega parka pa so se letos organizatorji odločili za premik v park Ljudski vrt. Moram reči, da smo letos izbrali to lokacijo, ker je pač dominikanskim samostanu gradbišče in vedno bolj, ko smo pripravljali ta prostor, smo ugotovili, da je res zelo primeren. Ravno v tej vročini, zaradi ribnika, zaradi teh krasnih dreves, nam nudi tako krasno senco in zavetišče. Prednost letošnje lokacije pa je tudi, da se festival odvija na enem prizorišču. Glede na lanskoletni nepričakovano visok obisk je vsaj v prvih dneh na pogled bilo nekaj manj obiskovalcev. Vseeno pa. Sem zadovoljna, predvsem so ljudje tukaj, uživajo, ustvarjajo. Glede na to, da ni ravno toliko ponudbe na tem področju in glede na to, da smo res naredili na reklami, na oglaševanju zelo dosti, da je na Ptuju in okolici zelo dosti ljudi, bi pričakovala, da bo še več odziva, ampak to je definitivno, moram reči tako, da smo se mi zelo dobro potrudili, da smo naredili res krasne programe. Ljudje pa sami izbirajo, kaj je tisto, kar je potrebno za njih in mogoče so dopusti, karkoli, ne vem, meni se zdi fajn. Jaz uživam v tem, kar počnem in potem so tu rezultati. V okviru letošnjega festivala Artsdays je mesto Ptuj, čeprav začasno, dobilo pravo mestno galerijo. Evropski paviljon, ki je začasen dom našel v prostorih stare policijske postaje oziroma Firstovi hiši, je nedvomno pika na i festivalu, ki naše mesto polni z vsebinami že 10 let. Ja, v bistvu smo zelo veseli, da smo dobili ta prostor tudi na voljo. Res je čudovita hiša, ki smo jo dobili v uporabo in kar velik razstavni prostor je tukaj nastal. Kot rečeno, ko se vstopi noter, je na voljo infotočka, vse informacije o našem festivalu, tudi o umetnikih, tako da umetniki ali pa turisti dobijo tukaj potem vse potrebne informacije, ki jih rabijo o festivalu in o umetnikih.
Potem pa imamo kar nekaj razstavnih paviljonov, ki so, oziroma celoten evropski paviljon, kjer se predstavlja 26 evropskih držav. Razstave so v 3 nadstropjih hiše, v bivših garažah na dvorišču, zapolnjeni so torej vsi prostori, kar samo kaže na razsežnost letošnjega festivala. Se pravi, na razstavišču, evropskem razstavišču ArtStays je možno videti najrazličnejši spekter umetniških praks, se pravi fotografija, slikarska umetnost, kiparska umetnost, video umetnost, imamo nekaj odličnih videov predstavljenih, ogromno inštalacij, tako da res različen možni spekter teh umetniških praks je pri nas na ogled. Letošnji festival sodobne umetnosti ArtStays pod sloganom Display povezuje sodobne, zlasti vizualne umetnike z vsega sveta. Že 4. leto pa se ArtStays združuje z mednarodnim glasbenim festivalom Arsana pod skupnim imenom Art Ptuj. Ob odprtju galerije zaradi povečanega obiska postaja jasno, da bi Ptuj takšno galerijo moral imeti skozi vse leto. Kar ogromno turistov se tukaj pri nas ustavi, zanima jih, seveda je tudi zunaj že vidno, da se nekaj tu dogaja, tako da je kar velik obisk tudi umetnikov, turistov in dobro so sprejeli tudi Ptujčani. Mislim, da vsi se strinjajo, da je potrebna neke vrste taka galerija, kot je zdaj tukaj nastala v času festivala, tako da je prostor res odličen in tudi nekako zaživel s celim mestom, se mi zdi, preko te galerije. Poleg kurentovanja oziroma februarskega festivala umetnosti in dediščine sta festivala ArtStays in Arsana med največjimi projekti Evropske prestolnice kulture na Ptuju. Letošnje dogajanje pa bo trajalo do 1. septembra, ko se bodo zaprla razstavišča likovnega festivala za 1 leto. V počastitev 50. obletnici gibanja Fluxus je ArtStays v sodelovanju z arhivom Bonoto, sodobno organizacijo posvečeno arhiviranju umetniških del gibanja Fluxus, v okviru festivala predstavljajo Skywatch Ladders, nebesne lestve, umetniško delo Yoko Ono, katerega izvirnik je bil leta 1968 posvečen Johnu Lennonu. Ko je leta 1968 Yoko Ono zasnovala projekt Nebesne lestve, si ga je zamislila kot interaktivno razstavo, v kateri našemljeni obiskovalci pomagajo pričarati ozračje zabave. Ob tem projektu so v prostorih stare policijske postaje na Ptuju razstavljena tudi njena dela z naslovom World Paintings. To so 2 zelo tipični deli. Te lestve je sama Yoko Ono prosila lokalno okolje, ne tukaj, pa takrat, ko je to naredila, da ji podarijo te lestve, torej gre za čisto normalne, revne predmete in tako da sodeluje publika. Fluxus je pomembno to, da umetnost in življenje niso ločene, to je vse eno. Tako da to je prvi pomemben del, da publika sodeluje že pri sami izdelavi likovnega dela. Drugi pa seveda, da ljudje, ko obiskujejo delo, da so del te inštalacije, se sama inštalacija brez njih ne bi delovala. Je pa namen tega dela seveda nekak spomn ne bo, ne v religioznem smislu nikakor, ampak pač, da se človek osvobodi vseh teh pravil, kot smo rekli, je Fluxus nasproti, da se osvobodi teh pravil in seže v nebo. World Paintings gre pa za 11 slik na platnu z napisanimi besedami. Gre spet za navodila, torej Yoko Ono je zmeraj dajala pač navodila v svojih projektih. Gre za zelo preproste besede, ne vem, odpri, da, leti, kjer pa se pričakuje, da obiskovalec nekako meditira, se zamisli ob tej besedi in za svojo domišljijo na to v resnici ustvari to umetniško delo skupaj. Sprva je bil sicer napovedan tudi obisk Yoko Ono, namesto nje pa sta se odprtja razstave udeležila Caro Sala in Luigi Bonoto, direktor organizacije Archivo Bonoto, posvečene arhiviranju del gibanja Fluxus. Prav poklon 50-letnici gibanja Fluxus je eden od namenov razstave. Protiumetniško gibanje 60. in 70. let je povezalo vse medije umetniškega ustvarjanja, šlo pa je za nekakšno neodadaistično smer z disharmonično glasbeno spremljavo. Če govorimo o prvi razstavi Yoko Ono v Sloveniji, kaj hitro postane jasno, da je do te umetnice težko priti. Je bilo veliko dela, sigurno. Nekako smo imeli srečo, da smo pač padli v to leto 50 let gibanja Fluxus, tako da je bilo tudi v interesu samega arhiva Bonoto, ki nam je dela posodil, da se ta razstava pripelje sem. Vsekakor je takšna dela komplicirano prevažati, zavarovati in vse skupaj, tako da je bilo težje kot marsikaj drugega, ampak veseli smo, da mi je na koncu uspelo. Tudi dela Yoko Ono, kakor vsa dela, ki so razstavljena v okviru letošnjega poletnega festivala ArtStays, bodo na ogled do konca avgusta.
Tango se je vse do danes razvil v način življenja, ki ni več samo glasba in ples. Vrhunski glasbeniki pa so dušo tanga ujeli v zgodbo in ustvarili glasbeno-scenski eksperiment z naslovom Tango Story. Projekt Tango Story želi skozi svojo zgodbo opozoriti na kaotičnost trdega in surovega kapitalizma na eni strani in na drugi strani umetnosti, ki je svobodna, brez meja, pa vendar je kritična in ozavešča. Umetniki, ki so se združili v projektu, so z glasbo in s plesom povedali svojo zgodbo o tej strasti in energiji, vsakega pa se je zgodba dotaknila na svojevrsten način. Meni osebno tango v tem projektu predstavlja eno izjemno izkušnjo, ne samo zaradi glasbenikov, ki sodelujejo v tem projektu, pač pa tudi zaradi ravno te strasti, čustev, ki jih tango nosi v sebi. Je to neko življenjsko moč in to običajno ali pa praviloma čuti tudi publika. Moram reči, da me je Marko Hatlak, ko se je nam pridružil, nekako iniciiral v tango glasbo in naenkrat sem padla v popolnoma nov svet glasbe, totalno strastven, čustven, poln emocij, poln mogoče tudi enih izražanj, novih pripetjev, jaz kot pevka, tako da sem res vesela, da sem del tega projekta. Ono prvo što pomislimo je strast i intenzitet emocija i tako dalje, ali to je mnogo, mnogo dublje. To ima i psihološki aspekt, ima i biomehanički aspekt koji je fascinantan jer je dosta suzdržan, nije uvek ono što bi čovjek očekivao od strasti na neki način. Tako da je jedan univerzum koji čovjek može da, i muzičar može da istražuje celog života. Je definitivno del mene. Odvedno sem nekak tango z eno posebno noto igral, rad imam te ekstreme, ki se pojavljajo v glasbi, ta mir, ta včasih strašna energija, ki se pojavlja. Po videnem in slišanem je z besedami težko opisati, kaj je tango. Čutil se je v glasbi, ujet je bil v plesni korak, dal je življenje. In to je tango. Vanj so vpete kulture različnih narodov Argentine in Urugvaja, kot ples pa se je rodil na ulicah Buenos Airesa in Montevidea. Danes je priljubljen po vsem svetu in ko ga začutiš, se te dotakne zavedno. Strastno, zapeljivo, skrivnostno. Tak, kakršen tango je. Tudi na Ptuju bodo ulice v mesecu avgustu zasedali najrazličnejši dogodki, potekale bodo rimske igre, ljubitelji filma bodo lahko obiskali kino brez stropa, ljubitelji poezije pa mednarodni festival poezije in vina. S tem zaključujemo tokratno oddajo Kultura na dlani. Več informacij kot vedno je na voljo na spletni strani www.maribor2012.eu. Do prvega ponedeljka v septembru pa nasvidenje.